Največje mariborsko nakupovalno središče praznuje 11. rojstni dan. Kljub recesiji frekvenca kupcev po podatkih uprave nenehno raste. Da bi jim še dodatno olajšali parkiranje, pa je v minulih mesecih potekala prenova garažne hiše, ki je sedaj zaključena. Vrednost prenove je znašala 2,5 milijona evrov. Odločili smo se zanjo prav zaradi tega, da kupcem omogočimo lažji, hitrejši dostop in pa boljšo orientacijo v samem centru. Vse smo uspeli organizirati tako, da je Europark nemoteno skozi posloval, tako da smo v bistvu tudi tem delom zadovoljni. Kaj so bistvene novosti, prednosti prenovljenih parkirišč? Bistvene novosti so nedvomno lažji dostop, ker smo dogradili nov uvoz, nov izvoz in pa parkirni sistem v kletni etaži, kjer imamo več kot 1000 parkirnih mest. Parkirni sistem, kjer se za posamično parkirno mesto pojavi ta rdeča oziroma zelena luč, prosto oziroma zasedeno. Potem smo na samih parkiriščih tudi izgradili privilegirana parkirišča za družine z otroki, ki so širša. Vse obiskovalce vljudno prosim, da ta parkirišča res puščajo tistim, za katere so namenjena. Prav tako je to tudi neoparkirišče, posebno privilegirano parkirišče za nosečnice. Prav tako je pa velika novost, ki jo danes odpiramo, tudi naši 2 elektropolnilni postaji. Električna polnilna postaja v Europarku je v tem trenutku brezplačna. To je pač poskus priprave tega projekta v širšem smislu za več naših odjemalcev, pa tudi za več uporabnikov, da se ta projekt razširi in je v tem trenutku pač polnjenje brezplačno. Pripravlja se pa v prihodnje način plačila preko plačilne kartice, preko mobilnega telefona in to bo nekje z novim letom, z letom 2012 tudi pripravljeno za uporabo, vsakdanjo uporabo. V teh prvih mesecih uporabe in prezentacije električnih vozil ter prezentacije polnilnih mest je veliko zanimanja s strani naših uporabnikov. Tudi vse raziskave in tudi vse analize kažejo, da je to v bistvu smer prihodnosti. Zato tudi Elektro Maribor z tem načinom, z temi razvojnimi projekti tudi se pripravlja za prihodne naloge, ko bo treba tudi poskrbeti v smislu čistega okolja, ko bo treba tudi poskrbeti za manj izpustov CO2 in ti projekti vsi skupaj prispevajo k čistemu okolju in manjšim izpustom CO2. V Sloveniji je mogoče kupiti že nekaj električnih avtomobilov, ki pa so imeli doslej težave pri polnjenju s tovrstnimi električnimi postajami. Kako ste rešili to problematiko? Ker gre za pilotski projekt in je v bistvu vse skupaj, kar se dela nekako v fazi testiranja, smo takoj po prepoznanju teh težav, ki so se pojavile pri polnjenju električnih vozil, te rešitve odpravili z drugačnim načinom priklopa električnega vozila vtičnice v polnilno postajo. Uvedli smo drug način varovanja z stikalom. Te šuko vtičnice smo pa priredili na polnjenje, normalno polnjenje brez tega varovala in sedaj se da električni avtomobil na polnilni postaji Elektro Maribor normalno polniti brez problemov.